Dragulj kostanjeviške občine jugovzhodne regije in ena najpomembnejših specializiranih muzejskih ustanov v Sloveniji letos praznuje 50-letnico delovanja. Okrogli jubilej so v galeriji Božidar Jankac slovesno obeležili z odprtjem razstave Smeri razvoja, dela iz zbirke Gorjupove galerije, najstarejše in konstitutivne zbirke Muzeja sodobne in moderne umetnosti, ki danes upravlja 10 stalnih zbirk in 3 razstavišča za občasne razstave. Vse te ostale zbirke ves čas obnavljamo, ves čas na novo postavitve odpiramo in jih ves čas tudi kažemo naši zvesti publiki. To zbirko pa imamo deloma razstavljeno v osnovni šoli Jožeta Gorjupa tukaj v Kostanjevici, kjer je seveda zaživela v 50 letih, ko je Lado Smrekar začel pravzaprav s temi, kot nek učitelj, ki je prišel v te kraje in takrat na začetku stanoval v osnovni šoli, in ko je bilo stanovanje pretesno, začel hodnike opremljati z likovnimi deli in opazil v bistvu, da je to nekaj, kar zelo dobro učinkuje na učence. Lado Smrekar, spiritus movens kulturnega preporoda v Kostanjevici ter utemeljitelj in prvi direktor galerije, ki je poskusno za dobo enega leta začela delovati 21. decembra 1974, zaradi uspešnosti prvih 3 stalnih postavitev pa so leto dni zatem stekli postopki formalne ustanovitve, je zbirko Gorjupove galerije začel načrtno snovati že leta 1956. In ta zbirka je seveda vsemi razstavami, ki so sledile po tem Lamutovem salonu, kar se je dogajalo vse praktično že skoraj 20 let pred ustanovitvijo te galerije, pa potem še Forma Viva, pa tudi te razstave, ki so jih umetniki, ki so bili na Forma Vivi, še delali tukaj, je tvorilo neko tako res bogato jedro pregleda tekoče likovne produkcije pravzaprav, ki jo mi še vedno nadgrajujemo z odkupi vseh teh razstav, ki jih imamo, tako v nekdanji Samostanski cerkvi, v Lapidariju, tukaj gor tudi, in pa tistih, ki strokovno sodimo, da sodijo v ta krog in s katerimi bi se dalo potem seveda kaj več tudi narediti. Konceptualna zasnova aktualne razstave v velikem razstavišču, ki je, kot je na slovesnosti slikovito poudaril predsednik sveta zavoda Andrej Smrekar, zlasti z 2 v minulih letih na ogled postavljenima razstavama galerijo Božidar Jankac izstrelilo v mednarodni prostor, med drugim omogočal pogled v prepletanje umetniških praks in zgodovinski razvoj galerijske in muzejske dejavnosti v Dolenjskih Benetkah. Nismo pa hoteli narediti neke razstave, ki bi prikazala samo, 100 najboljših del ali nekaj takega, kar se zelo pogosto dela ob nekih obletnicah, ampak smo hoteli nek dialog. Hoteli smo v bistvu, da se s temi deli naredi neka zgodba. In potem smo na kolegiju debatirali, kako se zadeve lotiti in prišli nekako do zaključka, da in tudi prevzela je to nehvaležno vlogo naša kustosinja Deja Bečaj, ki se je kolektivu pridružila dobro leto nazaj, da na nek drug način pogleda, ne toliko obremenjena s tem delom, zbirkami, ker če 20 let delaš za eno zbirko, seveda imaš že neke afinitete in tako naprej. Poskušala je tudi iz tega svojega aspekta dela s publiko, za kar je ona tukaj v osnovi tudi pri nas zaposlena, pogledati na zbirko in neke zelo dobre dialoge vzpostaviti znotraj razstave in na nek način se mi zdi je odprla polje za 1001 možno interpretacijo. Tako da se praktično že veselim teh vseh javnih vodstev, ki jih bomo imeli ob tej razstavi. Najstarejša in vseskozi rastoča zbirka Gorjupove galerije danes obsega več kot 2100 del. Za tokratno razstavo jih je bilo iz bogatega arhiva moderne in sodobne umetnosti izluščenih nekaj več kot 130, zaobjemajo pa več kot 100-letno časovno obdobje umetniške produkcije. Razstava je zasnovana na 4 besednih sklopih. Gre za besedne zveze, skozi katere lahko beremo zgodovino galerije, hkrati pa te besedni pari narekujejo branje same postavitve, kjer gre za veliko dialoga med kipi, slikami, bodisi motivno, narativno ali pa celo, kar se tiče same tehnik del. Sami sklopi so intuicija, strategija, formacija, interpretacija, dinamika, stabilnost in individualno, kolektivno.
Torej vsi ti pari se lahko navezujejo na zgodovino, recimo intuicija, strategija, nekako se poklanjamo Ladu Smrekarju, ki je zakuhal to kulturno dejavnost v Kostanjevici na Krki na osnovni šoli Jožeta Gorjupa in začel z razstavno dejavnostjo v Kostanjevici na Krki, s tem svojim občutkom za kulturno dejavnost, hkrati pa z neko mislijo na strategijo, s povezovanjem, s prijateljevanjem z umetniki, zbiralci in samo postavitvijo zbirke v prostore osnovne šole, torej z neko pedagoško miselnostjo. Kustosinja razstave se je že za voljo obsežnosti zbirke Gorjupove galerije pri izboru likovnih del 110 domačih in tujih umetnikov soočila z vse prej kot lahkim zalogajem. Ko so bili te koncepti nekako vzpostavljeni, so sama dela lepo padla znotraj teh konceptov. Izbor je bil pa precej težak, nekako sem vseeno želela reprezentirati ta časovni razpon, reprezentirati neke poudarke v zbirki, recimo zastopanje naivnih umetnikov, izdelke, ki so nastali ob mednarodnem simpoziju kiparjev Forma Viva. Veliko ima naša galerija tudi del na papirju, kar se res odraža na trenutni razstavi in res ta raznolikost slogov in umetnikov, sodobnih, modernih, da je nekako zaobjeto poslanstvo naše galerije. Dragocenost tokratne razstave nenazadnje izvira tudi iz dejstva, da je, z izjemo manjšega izbora del razstavljenih na kostanjeviški osnovni šoli, velika večina v depoju hranjene zbirke Gorjupove galerije skrita očem ljubiteljev umetnosti. Na razstavi je tudi nekaj del, ki so razstavljene čisto prvič ali pa vsaj po zelo, zelo dolgem času. Izpostavim lahko monumentalen triptih Andraža Šalamuna, ki je sicer nastajal tukaj v času, ko je slikar razstavljal v cerkvi, ampak te trije rdeči triptihi še niso bili nikoli razstavljeni. Tudi do te točke niso bili skupaj, vsak je na svojem koncu krasil razne pisarne, tako da so danes prvič zbrani skupaj v razstavišču. Razstava Smeri razvoja dela iz zbirke Gorjupove galerije bo na ogled do 15. februarja.